Ja, dobro, no, pa dajmo. Ne se ne da ustati. Čo židva? Jebante. Ne daj ustati. Takole. Cindy zjutraj vedno še kakšno minuto podremutska, kar meni da ravno dovolj časa, da odgrnem zavese in pripravim kafetiero za kavo. Imava že kar utečeno rutino. Če jaz zvečer postavljam posteljo, jo Cindy zjutraj pospravlja. Prostora v Binkotu ni veliko, zato imava stvari vse malo poprek. Cunje imam jaz recimo spredaj, tako da grem ponje tja in se nato preoblečem iz pižame, medtem pa Cindy tudi že konča s preobrazbo spalnice v dnevno jedilni prostor. Ko imava pripravljeno mizo, je čas za zajtrk. Alex da kuhat kavo in iz hladilnika znosiva ter postaviva na mizo vse, kar misliva pojesti za zajtrk. Ja, tudi hladilnik mava. Mogoče bi bilo smiselno na tej točki povedati, da imava na najnem YouTube kanalu že video, ki gre izredno v podrobnosti, kar se tiče najnega kombija. Če si ga še nisi pogledal, ti priporočava ogled, da boš bolje orientiran, kje se kaj nahaja in kaj vse premore najm Binko da kombičko. Glede na to, da so tu vožnje dolge in so praktično 24/7 skupaj in ves čas neki čeblava, mava zajtrk ponavadi rezerviran za gledanje kakšne serije ali v drugih primerih planiranje dneva. Če tega že niso uspela narediti, dan poprej. Preden pa gremo, je pa treba potem Binkota še prištimati za odhod, ker malo veliko stvari so nabavili, tako da sem malo bolj na kamot, jih potem daje v spredi ali pa ven, sam ven jih nisem mogla dati zale, ker je bil ful dež, tako da to približno tako zgleda. Malo se stvari sušijo, stoli za vzun, zdaj so tlele posoda z umazanim perilom, take stvari, čevlji tam malo spodaj, je treba to kabino sprazniti, pa bomo to kar kuj naredili. Zdaj smo pa lahko premaknili. Zdaj, iskreno je drugače to tako, ne? Kdo glih misli, da se ful postrav, vse se v bistvu zloži samo zadaj in to je to, premalo placa v Binkotu. Del obvezne in pa nujne jutranje rutine na Novi Zelandiji oziroma kar celodnevne rutine je pa mazanje s sončno kremo. Ker jaz nikamor več ne grem brez sončne kreme, tudi če je vzuni neurje pa dež, ker to v vsakem primeru opeče. Pa klobuka. Pa klobuka, ja. Tako da namažemo se in gremo. No pa kljub temu, že 100-tič ponavljava, s soncem na Novi Zelandiji se ni za igrati. V tem dotičnem dnevu so bila v avtokampu, tako da to pomeni, da se je treba najprej odklopiti iz elektrike, pospraviti rampe in so redi za na pot. Road trip! No, skoraj. Odvisno od tega, kako potratna so z vodo, je le to treba nafilati in staro odpadno spustiti v za to namenjeno mesto. Kot sem že omenila, je Nova Zelandija izredno prijazna država za van life in imaš tako imenovanih dump stationov oziroma mest za odmet sive in črne vode res ogromno. In kar je še več, le-te so zastonj. Prav tako dotok sveže vode. Kdaj greva na dump postajo je čisto odvisen. Tukaj je bila realno ena v samem kampu, kjer so spala, tako da so to uredila kar tu. Ena stvar, ki je pri Binkotu malenkost nevšečna, je, da ima dotoke in izpuste vode na različnih straneh. Zato se morava skoraj vedno obrniti okrog, da urediva ali eno ali drugo stvar. Ampak sedaj sva že kar zverzirana. No, ponč je. A si pridem, ponč? Ok, zdaj pa res. Road trip!
Vožnje na Novi Zelandiji so kar dolge. Na dan so povprečno nekje 3 ure na cesti. Sva kar zadovoljna, da sva tu 1 leto, saj lahko delava krajše premike in ni potrebno divjati in delati res norih voženj vsak dan. Če si tu za 2 do 3 tedne, lahko pričakuješ, da se bo čas le-teh hitro dvignil na 4 do 6 ur na dan. Po vseh jutranjih mahinacijah pa je napočil čas za prvi ogled dneva. Danes si bova ogledala vasičko Ross. Današnji ta glaven ogled je vasička Ross, ki je v bistvu vasička, kjer še danes kopljajo in iščejo zlato. Tako da, pojdimo v en brezplačni muzej, pa si kaj preberemo. Velik del najnega road tripa je tudi snemanje vlogov, tako da evo, malo stvari za kulisje, kako to zgleda. Ponč mora vse posneti za birole. A ne, Ponč? Je pa vasička Ross tudi dom največjega Golden Nuggeta, ki so ga kadarkoli najdeli tukaj na Novi Zelandiji. In sicer Rudi Nugget, to je tale delček tlele zraven mene, tehta kar 12 gramov, najdeli so ga pa leta 1909. Pa lahko približaš, da vidijo, koliko je to velika stvar. Ne vem, moja glava ali pa moja roka za primerjavo. Je ogromna. Ogromna, ne? Ja. Koliko mora biti to danes vreden? Ful. Brutalno. Če bi šlo v realnosti vse tako gladko, bi bila midva tudi veliko hitreje fertik. Je pa Ross, je pa vasica Ross tudi mest. Dom, ja. Je pa mesto Ross tudi dom največjega Golden Nuggeta, kar so ga kadarkoli najdeli tukaj v Novi Zelandiji. Sicer leta 1909 so najdeli tega, se pravi Rudi Nugget, ki je tehtal kar 12 gramov. Samo pogledajte mojo glavo, lahko malo približaš, primerjam s tem, ali pa do roko. Ogromen. Je ful velik. Se bi lahko približala. Pur men zumej ga. Sam da ni isto, ampak je vas. Napet, ja, še enkrat. Pa približi zum. Je pa vasička Ross Je pa vasička Ross tudi dom. Kaj? Nehi se smejati. Je pa vas Ross tudi dom največjega Golden Nuggeta, kar so ga kadarkoli najdeli tukaj na Novi Zelandiji. Za mano lahko vidite zdaj že zalit rudnik zlata. Zdaj v letih 1800, se pravi 64 in naprej so tukaj delali bolj z nekimi ročnimi metodami, kasneje so si pomagali s hidravliko, pa so celo za neki cajta stvar zaprli in potem na nov odprli, ko je bila bolj moderna tehnologija, da so kao odkopali še preostanek zlata. Ampak glede na to, da so neke projekcije narejene, da sam Ross stoji na 700 milijonih pač v vrednosti zlata, da ga je toliko v bistvu še posod v tleh, se zna zgoditi, da jo kdaj spet tla odprli pa začeli kopati, tako da je sigurnost Ross mesta zelo nesigurna. Še ena zanimivost, ki sem prepričan, da je niste vedeli, in sicer kako dobičkonosna in pomembna je lahko bila voda. Namreč vodo v kopanju zlata rabiš skozi, praktično so jo rabili 24/7. Uporabljali so jo v bistvu za vse te neke mašine, ali so bili to neki veliki mlini, ali pa potem kasneje hidravlični topovi. In zanimivo je v bistvu, da so lahko določena podjetja, ki so manipulirala z vodo, oziroma gradila jeze, oziroma dobavljala te velika rodarska podjetja z vodo, zaslužile več denarja kot sami rodarji zlata. Kar zanimivo. Mogoče bi bilo na tej točki smiselno pokazati in povedati, kakšne vse metode iskanja zlata so takrat poznali. Prikazane metode so osnoven princip. Velika rodarska podjetja so te načine le prevedle v večje industrijske sisteme. Najbolj osnovna je sigurno tako imenovan gold panning, oziroma po naše metode izpiranja zlata, kjer izkoriščamo težo zlata v lasten prid. Zlato je veliko težje od ostalih stvari, ki jih najdemo v pesku in mulju, zato se posede na dno ponve. S spretnim izpiranjem tako iz ponve ven odplaknemo vse nepotrebne stvari in praviloma nam tako na koncu ostane le še zlato.
Druga metoda je sluicing oziroma sluice boxing, bo kar gospod razložil. Now we've used the flow of the creek to do the work for us, and that way we can run a lot more material than we can just panning, because this is a constant flow running through here. The principle is the gold traps inside here and the light stuff washes on out with the water. To begin, Dave taught me how to properly set up a sluice box in the river. Silly? Yeah. Next, we started digging out dirt from under the river and ran it through the sluice. Your hands get numb after a while, bro. Now, after repeating this process for 40 minutes, we eventually came across our first speck of gold. Holy shit. There we go. Then we got back to business, and Tattoo Dave taught me how to clean out the sluice so you don't miss any gold. A lot more efficient than using a pan. Zadnja pa je nekoliko bolj moderna metoda in sicer tako imenovan gold sniping. S potapljaško opremo se potopiš v reko in s pomočjo strgala poskušaš najti zlato v kamnenih razpokah. Look at that. This is really good. There are some nice nuggets in here. Most of this gold was found in a crack only a few feet long and in like 2 minutes. Rudarji so si sami zgradili take hiške, v katerih so pol živeli. V bistvu malo lesa, vse skupaj so zbili, noter so imeli mizo, pa ponavadi 2 stola in to je bilo to. Čist preprosto. Ja, nekaj zelo tipičnega v bistvu za ta gold rush obdobje. Lahko se pa tudi sami brez problema odpravite na misijo za iskanje zlata. Se pravi, pri muzeju lahko rentate lonc in pa lopato. Rentanje lonca in lopate vas bo stalo $20 za cel dan in potem se odpravite na reko in v bistvu preizkusite svojo srečo. In če ste dosti vztrajni, se baje skriva kar nekaj zlata tudi v reki. Vse veste, kako gre to. Imaš najprej ta prvi sprehod ali pa ogled, pa 2 ure vožnje in preden greš na naslednji ogled, si pa že malo lačen, tako da je treba imeti najprej eno malco. Tole je ena taka najna klasična malca, ki jo imava tukaj na Novi Zelandiji. Najprej vsak poje eno banano, pol imava tele čokoladce, ki so v bistvu polne oreščkov. Imaš ful različnih, tele so z almondi, se pravi z mandlji. Pol imava pa še Up and Go. To je pa tudi ena super stvar, ki prihaja, mislim, da iz Avstralije. In sicer temu oni pravijo liquid breakfast oziroma tekoč zajtrk. In je ful fajn, v bistvu kot en naš čokoladen mlek, imaš pač različne okuse, ta je s čokolado, imaš tudi vanilijo, jagodo, banano, vse živo. In tole je v bistvu poln proteinov, vitaminov, mineralov. Tako, drugače, ful dober. Luštna malca, prid zdaj papat ponj. Danes je bil to tudi prvi in edini ogled, ki so ga imela na sporedu. Zato je bila naslednja postaja prenočišče. Je rekla Cindy, te bom pelala na en ful lep prenočišče zraven jezera, kar sicer, če pogledamo na mapo, je res, ne, ampak kaj iz džunglo? Ja, očitno bova malo senc, no to pa ni pisalo. Pa ne senco, boš spet imela problem z elektriko. Ja, pa Kea te bo napadala. Ja. Ti v brisavce pojedla. Če smo prejšnjo noč spali v Holiday Parku, pa bova danes spala v Dog Campu. To je zopet novozelandska pogruntavščina, pa dajmo na hitro razložiti, kako je spanjem v campervanih na Novi Zelandiji. Zelo okrnjeno in površinsko razloženo se lahko spi v eni izmed 4 kategorij prostorov, ki so Holiday Parki oziroma autokampi po naše, v Freedom Campu, v Dog Campu ali v okviru popov. Holiday parke razumemo, plačljivi avtokampi z vsemi možnimi dodatki, od elektrike, tušev, kuhinj, igral za otroke, do dump stationov, Wi-Fi-ja in podobno. Freedom campi so iz strani občine točno določena mesta, kjer se lahko zastonj spi, s predpostavko, da si samooskrbom, oziroma po njihovo self-contained, se pravi lastna voda, odtok, koš za smeti, WC in podobno. Dog campi so po pravilih slični Freedom campov, le da njihovo lokacijo določa dog in so plačljivi.
Kako lahko spite v dog campih? Pač imate dve možnosti, in sicer prva je, da sprot plačujete, pač kot pridete sem. Druga možnost je pa, da kupite pač izkaznico, se pravi ta enoletni ali pa mesečni pes, in imate potem spanje brezplačno. In vidva sva si kupila letno članarino, tako da lahko zdaj brezplačno spiva tudi v dog campsitih. Stvar je, da pač mi tlele sva toliko cajta, da se nama to splača, zdaj če pride za krajše obdobje, je pa fajn preračunati v bistvu, kaj se ti bolj splača. POP oziroma Park Over Property je tip prenočišča, ki je namenjen le članom Zveze lastnikov avtodomov Nove Zelandije. Gre za koncept, da člani kluba en drugemu za plačilo ali brez pustijo prespati na lastni zemlji. Varianta Janez ima ful velik dvorišče in del tega nameni nama, da se lahko parkirava in prespiva. To je res zelo na grobo, samo toliko, da si znate na hiter predstavljati. Če vas pa kaj več zanima, sva pa o tej temi ful podrobno razlagala v tem live streamu, in sicer na minutaži 30 minut in 7 sekund. Pustiva v opisu videa link. Ok, kako je s kampiranjem na Novi Zelandiji? Se lahko spi kjerkoli? Na to, kar jaz odgovorim. Po mojem. Ta dog camp je bil ful prijeten, takole lepo na travci, pa še celo zastonj mrzel tuš je imel. So naju pa tu pričakale še ene zelo tipične ptice zahodne obale. Spoznajte veko. Veka. 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 Veka je na prvi pogled zelo podobna kiviju in tudi veliko ljudi jo zameša. Oba sta sicer ne leteča ptiča, ampak za razliko od kivija ima veka bistveno krajši kljun, ni dejavna ponoči in predvsem je izredno zvedava in neplašna. Veke so predvsem poznane po tem, da rade kradejo stvari ljudem. Od ključev, pribora, ur do plastičnih krožnikov in celo obutve. Rada spiva v Wasserwagi, zato so si kupila tudi tele stopničke, da naravnava kombi v vodoravno pozicijo. Ko se parkirava za konec dneva, je tako treba najprej izmeriti, kakšen je teren in potem z rampami pokompenzirati. Ja, ne. Ta Veka malo čudo moj fotoaparat gleda tamle. Super. Ne več stran je ven ti kura. Kameri nič ne more, ni prevrnelo. Ja, sej zato me skrbi. V redu sva, sem še pač, kva se smejem, ne, se pravi, tlele sem postavil tripod, da sem snemal prejšnjo sekvenco. Ta kura, tlele pa hoče kamere stresti. Potem, ko so na rampah, pa si dostikrat odpreva še teno, da imava nekaj več sence in po drugi strani pride še kako prav, ko želiva kakšno stvar posušiti. Da vam prikaževa vse te prizore, je seveda to treba posneti. Tako da tukaj dotično je Sony snemal naju, GoPro kot zakulisna kamera pa snema Sonija, kako snema naju. Smoči smeta, kot Deadpool. Anyway, big secret. Shh. Oh, and don't leave your garbage all lying around. Zdaj, kaj pa vse zrihtanje, pa končno čas za eno tako pozno kosilo. Zunaj je mrzlo pa piha, tako da sva kar noter, na srečo imava kle noter štedilnik. Če je pa lep vreme, sva lahko pa tudi zunaj. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. No, ko smo pa glih pri pivu, pa ena zanimivost. A ne, Cindy? Ja, in sicer tukaj zelo radi pijejo pale ale. In dejansko pale ale isto stanejo v trgovini kakor lageri. Mislim, da splošno ale. Tako, no, nasplošno ale. Kar je v bistvu za nas v Sloveniji ful čuden, ker ponavadi, če hočeš nek dober pale ale pit, ful veliko plačaš. Po večeri pa se večinoma za kakšno uro ali dve usedeva v najino dnevno in sva pridna. Alex ureja vloge, jaz pa objavljam storije na socialna omrežja. Spet druge dni skupaj planirava potovanje in odgovarjava na e-maile. Če pa sva izmozgana od dolgega dneva, pa si privoščiva ogled kakšnega filma ali serije ob gridskih. Začer pa ustaljena rutina. Cindy gre prva umit zobe, tako da imam jaz prostor za postaviti posteljo, potem pa zamenjava in čas je za ajčo pajčo. Lahko reč. Poink. Ob urejenju vloga so ugotovila, da bi, vsaj v najnih očeh, lahko pokazala ali povedala še marsikaj. Ampak nič za to. Saj lahko še kdaj posnameva kaj podobnega in prikaževa še vse tisto, kar v tem vlogu niso uspela. Kaj pa ti meniš? Bi rad videl še en tak vlog z več podrobnostimi? Napiši nama spodaj v komentar. Do takrat pa,
Kakite ano!